Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. V tokratni športni oddaji bomo malo tekli, no, bolj kot ne bomo sedeli, z gostom bova sedela, ampak govorila pa bova o teku. Z nami v studiu je nekdo, ki ga velikokrat srečate na cestah, ne? Ja, po poteh, brezpotjih, tudi po glavnih cestah. Tomas Ivačič, živjo. Živijo. Tomas, najprej tvoje ime. Tomas, ja. Zdaj, Tomaš, Tomo, iz kje izvira? Tomas, ja. Mama je bila slučajno takrat gor v Avstriji, se gor neki, kako to pa, in sem se gor rodil v Avstriji, ne, in gor ni bilo Tomaža, pa on je pač Tomas in sem... Tomas, uradno je bil Tomas, ne, pa so pa nas tista naša birokracija, malo črke sem, pa ja, zginil, ampak dobre. In ti si ga zdaj poslovenil in zdaj je Tomas. Tomas, tako je. Brez taha, ne? Tako. Prihajaš iz športnega društva Kotredež, dejal sem, da te velikokrat srečamo na cesti, zdaj nekaj časa te ne bomo, ne? Kakšen teden še? Ja, ene papiri kaže, da me teden, 14 dni, neki pa tudi pol leta mogoče, no. Upam, da bom čez en teden že kar aktiven, tam že lahko laufal. In ta poškodba se ni zgodila na teku? Ne. Tam si tekel za žogo? Za žogo, pa tisto žogo brcno nekam čuden, pa sem pa šturat šlo, ker ni navajen tega, ampak namesto da bi laufal, sem se tam za žogo podil, ne. In prst je... Prst je, nard, komplet nard sem je gor, tako da sreč ni bilo zlomen, no. Rečemo po domače, nabil si. Nabil, ja. To je bilo na prireditvi Trg Mandelc, ne, ki je bila tudi vaša Ja, krajevna skupnost je pri tem tako. sodelovala, Trg Mandel izvabil svoje deželo, skok čez kožo. Fajn je bilo. Tudi skočil si, ne? Ja, tudi to so me povabili, ja, pa sem z veseljem sprejel, pa... In zdaj boš nosil ta rudarski stan v sebi, ne? In drugim povedal, da si tudi ti zdaj knap. Res je, ja. Tako je, sicer pa nisi, ne? Ne. Ampak takrat, ko se je za srednjo šolo, ne, me tudi takrat vlekel za knapošno, ampak so rekli, ne, okej, pa ne. Pa ne, ne? Ja. Ti ni žal? Ne, žal mi ni za nič v življenju, ko sem naredil, no, tako da... To je se lepo, da se sliši. Za noben pretečen kilometer, zdaj ne vem, meni se zdi, da jih pretečem na leto tam okrog 700-800 kilometrov. Ti si dejal, no, jaz pa čez 2 jurja, ne? Ja, tam poprečno delam 2 do 2500, no. To je zelo veliko, zdaj te bom malce zastavilo za nekaj časa, ampak boš potem nadoknadil. Ne bom nadoknadil, ne, to nimaš kaj za nazaj. Kje pa tečeš? Tečem, narej tečem po brezpotju, po gozdu, pa po naši kraji, Čemšeniška, pa dol, pa Mrzlica, pa hribovske teke vam naredil. Tako je, no, zadnji si bil gor, na Kum sem bil že kar nekajkrat, no, sem letel po večjih različnih poti gor. To je ta glavna po cesti? Tudi ja. Pa potem nekaj časa, ko letiš, si rečeš, no zdaj pa čez nekaj časa potem. Spet na Kum. Ne takoj naslednji teden. Na Kum ne. Mestna Čemšeniška. Je kar zahteven. Ja, Kum je zelo. Sem letel rečemo na Vršič, pa na Mangarsko sedlo, pa te stvari, pa je Kum, bi rekel, da nima konkurence v teh, no. No, nisi pa med tistimi tekači suhci, ne? Ne. Te to kaj ovira pri teku? Zdaj, moči je verjetno več zaradi tega. Ja. Po ravnin, pa kar se tiče rahlo navzdol, tam ni problema, ne. V hrib se pa pozna, rečemo, da greva jaz, pa še en suhec, rečemo, prvo se čavara, se veliko vidimo, skupaj. Ko gremo mi dva gor v hrib, gre on lepo mi mene, ne, in tukaj se pozna, isto tako na bicikle, veš, je teža svoje naredi, ne. Seveda. Ampak jaz sem zadovoljen svoje teže, tako da ne mislim... Ti ne vzdržuješ, da je tam nekje, ne? Tako, ja. Jaz ne vem, par kil čez mejo je, ampak je glih ta prava. Tečem, pa razmišljam, bom prišel domov, si bom pa malce narezal, malce prigriznil, tudi v hrani razmišljam, ko tečem. Kaj pa ti? Veliko, ja. Ker imaš slabšo, nima slabo vest, ne, če veš, da si nekaj odtekal, da so šle kalorije, pa da jih lepo potem nazaj dobiš. Ja, vse nazaj jih moraš dobiti, ne, kalorije. Ja, tisti, ki pravi, da zdaj pa ne bom jedel, pa pražen žaka, veš, da ne stoji pokonsko. Vredno, ne? Ne treba jesti, ja. Še več bi rekel, ne. Več, ko pretečeš, več, ko prekolesariš, pa več poješ na koncu, ne. Tisti, ki bo rekel, da bo zdaj stradil, pa ne bo sebe nič naredil. Vsaj jaz, ko mislim. Tečeš z uro, z merilcem srca, z načrtom dnevnim, tedenskim, kaj moraš oddelati, da boš naslednjo, recimo, zdržal? Ja, tečem z merilcem včasih, ne zmeraj. Kadar ne vem delati intervale, ne. Takrat imam merilc srčnega tipa gor. Ko grem
za dušo ven, ko pravim po hribih, sem pa kaj ga nimam gor, ne. Ko grem rečemo na maraton, ne, če hočem nek rezultat predstaviti, si ga dan gor, ne. Si ga dan gor, to zato, da ne bom pretiraval, ker se veš, maraton je le maraton, previsok srčni utrip je prekonc, ne, se ne priješ čez. Tam ga imam gor, drugače pa večinoma ne, no. Uro imam gor, skus imam uro gor, ko pa tečem, pa se ne obremenjujem z uro, niti ne, da bom, zdaj pa, včeraj sem pa prejel, sem pa telih 5 km v tem času, pa tekel za moram hitreje biti. Ne, tega ne. To ni za dušo. Zdaj vidim, da jaz tečem samo za dušo. No. Tako, ja. Ja, no, pravzaprav smo te tu v studiu povabili zaradi druge prireditve, ki organizirate, tekaško prireditev, pa nekaj o tem, kot Redež to organizira. Športno društvo Kot Redež organizira letos drugič, Kot Redež trail, to je tek, pohod, nordijska hoja letos prvič zraven, tukaj smo se zmenili z turističnim društvom Rovardi, bojo sodelovali. Lipec, ja, tako, z Lipecem sva govorila. Pa otroški tek bo letos zraven vključen noter. Torej, hoja, nordijska hoja, otroški tek, krajši tek za odrasle, daljši tek za odrasle. Tako, 2 teka, mislim, oziroma 2 trase bote za vse, za hojo, za nordijsko hojo in za tek. To, če tu pokaževa, to so te trase, ne? Ja, to je dolga trasa, kratka trasa. Ta je kratka, ta je štart, ne? Tako, to je štart, ja. Takole, ne? Čez Potoško vas, pa gor na Bukovje, tu, ne? pa nazaj v Europark, pa nazaj v Kot Redež. Zdaj tista dolga je pa ne? Ja, dolga gre pa zelo deli, gre pa v Vine, pa na Vinski vrh, pa potem na Bučovno, pa spodne Zavine, pa zgornje Zavine, pa čez Klančiše na Gambark, pa po poseki dol, ker praktično še ni poti, delamo pot čez poseko, bo pripravljen. Upamo, da bo ta pot pol tudi ostala, tako kot je bila včasih noter, ne? Pravim, kje so tiste stezice in bi bomo naredili. Ki so včasih bile. Tako, ja. Pa nazaj v Rove, čez Rove, to mislim, da za Savčani, za Gorjani, tudi večina Kot Redežanov bi rekel, sploh ne ve, kako je Rove izgledajo noter, večina mladih, bom rekel, ne. Rove vznotri gor, kakšna je pot, kakšna je cesta, potem gor do Kamnoloma, pa nazaj čez Lošč, glavno cesto, pa na drugo stran čez Kot Redež, pa nazaj v cilj. In prvi po medaljo. Tako, ja, prvi po medaljo, drugi tudi po kategoriji bo medaljo, ne. Tako da bomo letos malo bolj na... Čas za prijavnine še, ne? Čas za predprijavo je še, ne? Predprijava za tek, tako, ja, je 8 evrov za tekače, za pohodnike, 6 evrov to skupinsko, posamično 10 pa 8 evrov, na dan prireditve pa pol malo dražji, pa 15 evrov za tekače. Koliko ur pol ure pred prireditvijo se še da se računalnik to nese? Začne se, tek je ob 10, ne, začnemo ob 10, prijave pa zjutraj ob 8 začnemo, začnemo z štartnimi številkami, prijave se bo lahko do 8:30, no, do 8:30 bo tista, oziroma do 9:30. Do 9:30, ja. 11. to je... Nedelja dopoldne. Nedelja dopoldne, 11. septembra, ne? Tako da ni problema, tudi za tiste, ki se odločijo pohod, da gre na daljšo traso na 18 km, pol 4 ure, maks 5 ur, bomo čakali v cilju, pa redarji bojo skus, dokler zadnji ne pride čez, bojo na trasi. Kaj pa sama kontrola za te tekače, da ne bo kdo po kakšni bližnjici šel, kako je s tem organizirano? Bo kontrola... Gre se na poštenje, ne? Ja, tako, bo kontrola bo na tistih zahtevnih točkah, ker praktično mi ne moreš jeti, da prideš naprej, tako da bo. Se pogovarjamo, zdaj nismo še dorečeni z Timing Poljana, da bojo meritve in tudi vmesne čase pol tam dal, ne. To še ni dorečen. Bo imel vsak merilno napravo tudi v tenisku, tako kot mogoče na Ljubljanskem maratonu? Ja, ne, imajo zapestnice, imajo malo cenejša varianta je to, ker ni 500 evrov tako je koštana in ni tega denarja več. Bo kaj ukrepčil mes? Ja, bojo 2 ukrepčevalnice s pregrizkom bojo mes, ena na Bukovju, to je za po 3-4 km, tako da tudi tisti, ki grejo na krajšo, dobijo okrepčilo, pa v cilju. Dolga bo pa še ena na Klančišah, okrepčevalnica za hrano in pijačo, tisto, kar paše zraven za voda, pa napitki bojo pa še na 3 drugih delih postavljene, tako da bo dosti, ne. Potem v cilju, kaj? V cilju, ja, takoj dobiš tisto, kar ti pripada, tista voda, pa za odžejati, pa za hidracijo. Pa normalno malca pride na konc za vsakega, kjer pride na tek, na pohod, na to, na on. Dobi naš gulaš,
za mesojece, za vegane bo pa fižolova čorba. Je kar Taka nekaj dobra. veganov tudi, ne, ki tečejo. Ja, čedalje več, ja. Čedalje več. Tudi uspešen so. Ti si? Ne, nisem vegan, nisem, ne. Kje razmišljaš o tem? Ja, bom rekel, ko tečem, velikokrat razmišljam, ne, ker informacije od njih imam, ne, da ko tečejo, da je pol hitrejša regeneracija. Ne. In takrat me najbolj to, drugače pa za tistim tak presodke v prehrani pa nimam. Pa nima, ne, tako kot tudi jaz ne. Kakšno deležbo pričakujete? Zdaj, lani jih je bilo vse skupaj okrog 70? Lani jih je bilo 70, ja, ker smo res čisto na tih naredili, ne, dokaj, sam prek Facebooka smo objavili, pa jih je prišlo 70, sem bil kar presenečen. Domačih? Ja, domačih je bilo, bi rekel, 30 nekaj tazga, 35 ostali pa iz Hrastnika, Trbovelj, Zagorja, Litije, tudi z cela Ljubljane, en Bosanc je bil zraven, tako da je bil mednarodna deležba. A prav iz Bosne? Ja, prav iz Bosne je prišel. Žena sta se pripeljala gor in prišel pa je tekel svoje. No, lepo. In bo letos tudi prišel? Si že najavil? Ne, ni še. Tisti je, najave so tako pa zadnji teden ponovadi največ, ne. Izgled pričakovanja, kakšne so? Le, 100 pravim, da jih mora biti. No. Mislim, če bi bilo meni, bom jaz osebno razočaran. Več kot 200 ne bomo mogli sprejeti. Ne? 250 z otrokom, rečemo, z družkom tekam. Ni kapacitete, pa ni nič. Tako, ja. Ti se udeležuješ tudi kakšnega drugega teka. Videl sem te že v Krašni, tam ponavadi pride zmeraj kak znan športnik, ponavadi pridejo celo olimpijske medalje. Marjan Fabijan jih pripelje, upam, da bo tudi letos. Ne? Zdaj je bilo tako, no, ko pa pravic 2 leti že nisem bil Krašen, ker obakrat sem imel poškodovan nekaj na sebi, obakrat noga, pa niti enkrat zaradi teka, sem se zanimiv, ne. Zanimivo, ne? Ja, Krašen je fajn tak, res, ta pravi, meni ne duše, tak težk tek je. Je kar težko, ja. Dolg. Spon pa potem veliko spusta, tudi ni. Ja. No, za križarja ni prijetno, ne? Ne, ni za njega. Se ta zelo podoben, ne? Ja, ta trail, ko treješ trail, to delam, rekel, iz 2 let trasa na svoji duši, no. In tisti, ki me pozna, tudi ve, kak bo. Če trasa ne pozna, pa pozna mene, ve, kakva trasa bo. Da bo gori doli, pa preveč gori, ne? Ja, dole treba blisko prijeti, ne. Štart pa cilj je na istem mestu, tako da je kar dokaj zahtevno, dolga. Kratka je pa lepa, no. Mislim, zdaj so šle naše punce z našega društva, ki skupaj hodimo naokoli, so bile navdušene, ne. Res so bile navdušene. Prvo so malo pojamrali, tam večkrat nas spomnim, ampak ko so prišli na Bukovje, ko se ti odpre svet malo drugačen, ko ga ne poznamo, ne vem, ga poznaš ti, Bukovje, Ozorljaka dol, pogled v cerkve. Mogoče sem že tekel tam, ne. Pa včasih niti ne veš, kje tečeš, ne. In je pogled na Zagorje pa dol čist drugačen, kot pa si sploh lahko predstavljaš. Je pa res, ne, z avtomobilom, s kolesom ali pa peš, teč, je več narave, več vsega vidiš, če si samo tekač, ne. Tako, ja, pa pohodnik, ne. Pa pohodnik, takrat je čas, malo tudi glavo zasukati. Pri kolesu je že malo drugače, z avtomobilom je pa... Ni, če zraven sodiš, ki vidiš, veš pa nič, ne. Drugače pa ne. Boš ti, ko se boš pozdravil, šel na Ljubljanski maraton letos? Ja, sem prijavil, sem se že načrt imam, mislim, plan imam prijeti. Za maraton? Ja, za maraton, ja. Ta velikega? Ja, na krajšo, če slučajno ne bo šlo na dolga, da ne bo noga pstila poškodba, pa bom šel na krajšo. Ampak ne na 21, na 10 bom pošel. Če bo to, bom šel na 10. Če ne bom mogel na 42. Več pa imam plan 10 narediti. Mislim, 10 zelo ljubljanskih maratonov v parih letih. Še manjka 3, 4 mi še manjkajo. Pa bo, ne? Pa bo polno, ja. Mislim pa, da ti nobeden zasavski humanitarni tek ne manjka, ne? Da se kar redno... Ja, mislim, da ne, no. Mislim, da ne. Dino, kar ni, na radarju sem vedno. Dino, kar nisem bil v Europarku, ko imajo med tednem dopoldne neko, no, takrat pa ne pridem. Na tega pa prideš, ne, ki ga nekako z Mitjem Duhem. Ja, tam sem pa... Zdaj upam, da bo oktobra ne bi bil maraton. Potem maja drugo leto, če bo vse po sreči, pa 12-urni tek, to je pa lahko tudi okrog 100 km. Po stadionu, ne? Po stadionu, ja. Ti je lepo teč po stadionu? Ja, sem ne 12 ur. 1 uro, ja, več pa sem grem ven. Je
Ja. Ne, se ni Krogi, tisto. ni. Imam psiho, imam za to. Sem tudi, ker sem ta prvič treniral za Ljubljanski maraton, sem v Europarku naredil 32 krogov. Tako da tisti, ki dela kroge, gor ve, koliko je to, ne, da nikaj tako ne. Si kje obračal kroge? Ja, sem. Je dobro. Malo levo, malo levo. Mislim, še enkrat sem nekaj časa. Pa na stadionu imaš občutek potem, da prvih nekaj krogov po obratu tečeš v hrib, ne? Ja, ni ta prav občutek. Kolenske vezi so čisto drugačne. Ampak potem pa spet ne. Ja, gre. Ja. Mudi se ti v služba, ne? Ja. V Lukovici delaš. Ja, gor pri Lukovici, ja. Tako da, recimo, da sva zdaj vse povedala še enkrat. Drugi, kot rede štrelj, bo 11.9., to je še nedelja. Od 8 ure dalje zjutraj za jesti, za pit bo dost, pridite. Poceni je, ne? Tako, ja. Malca bo. Tako, ja. Ker, takole, za Gorje hočemo neki turizem se jeti, ne? To je del turizma, ne? Če sami za sebe ne bomo poskrbeli, pa tudi drug ne bojo prišli. In tako to je ena takšnih. priložnost, da lani si dejal 70, to sta recimo 2 avtobusa, ne dobro, če nekaj domačino, en avtobus od drugje, zdaj če letos prijeta 2 avtobusa od drugje, bo že lepo, ne? Super, zadovoljen. Res, da letos ne bo lanskega zmagovalca, lani je zmagal Miran Cvet, pri moški kategoriji, letos gre ravno na svetovno prvenstvo. Se pripravlja za tam. Tako, ja. Bo tisti dan bo na svetovno prvenstvo v Romuniji, mende. No, lani je bila pa to generalka. Lansko letimo pa generalko. Ja, pa je bilo 50, kako bi na tistem svetovnem prvenstvu. No, pa tukaj uspešna, ne, da je državni prvak postal, ne. Tako, ja. Pa tudi ženske ne bo letos tiste lanske zmagovalke, ne bo mogla braniti. Ksenija Kranjc se je pa zadnjič poškodovala, ne, s kolesem padla, tako da ne bo še ta prava. Bojo pa novi zmagovalci. Bojo novi zmagovalci, definitivno bo nekdo nov zmagal, tako da pridite tisti, ki hočete zmagati, Cveta ni, Ksenije ni. Vse ostalo pa je. Tako, ja. Tomas, hvala ti za obisk v studiu. Hvala za povabilo. Ok, hvala. Svidenje. Na teh kasetah so mnogi spomini. Ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite 041 989 446. Poskrbeli bomo za vaše spomine. Športno oddajo nadaljujemo s pregledom nekaterih športnih dogodkov. Nogometaši, tretjeligaši so minuli vikend odigrali tekme drugega kroga. Na mestnem stadionu so Zagorjani gostili Jevničane, ki so novinci v ligi. Uvod je bil svečan, začetek pa učinkovit. Ivica Perič, ki je iz rok članice upravnega odbora Natalije Arnšek prijel pokal za najboljšega strelca lige v minuli sezoni, je že v 4. minuti zadel za veselje na tribuni. Domači so na koncu zmagali 4-2. Dodajmo strelce. Za domače je za 2-1 znova zadel Ivica Perič, strelec tretjega domačega gola je bil Nik Vodeb, končnih 4-2 pa je z 11 metrovke zadev Jaka Prašnikar, potem ko je prvi strel z 11 metrov Ivice Periča gostujoči vratar ubranil. Omenimo le še sodnika, ki je v športnem srečanju brez potrebe pokazal kar 10 rumenih in 3 rdeče kartone. In kaj sta po tekmi povedala oba trenerja? Najbrž niste pričakovali takole razborljivo srečanje s predvsej napakami, takšnimi in drugačnimi. Glede na to, da ste novinci v ligi pravzaprav prvi zasavski ali poposavski, zgornji zasavski derbi, kakorkoli že to imenujemo. Ja, pripravili smo se na to tekmo pravzaprav. Vedeli smo, kva nas čaka. Enostavno smo bili motivirani, imeli smo v glavah, da bo treba garati, da bo treba delati. Žal se nam ni šlo, smo novinci, vsi nam želijo po eni strani pomagati, po drugi strani nas pa želijo nekako odmakniti od vsega tega biznisa, tako da enostavno bomo preživeli, pa bomo naredili tudi to naprej, tako da ni težav. Kot novinci najbrž računate nabiro točk na domačem igrišču. Vsekakor računamo na to, imamo še neki na lagarju, nekako eni 3-4 igralci še manjkajo, nismo še registrirali, tako da ja, jaz računam, da vsekakor na koncu sezone, ko se bo potegnila črta, moramo pač
po mojem ostati v tej ligi. To je edino. V kolikšni meri se vam je danes poznala odsotnost najbolj izkušenega vašega igralca Maleševiča? Ja, Maleševič se pozna, on je standardni igralec, ki lahko zabije, sicer je malo leti že, ampak nevaren še vedno. Tako da se je poznal, ja. Edi, kakorkoli že, ko smo se zadnjič videli na tem igrišču, smo si nekako rekli, da nikoli ne reči nikoli. In to se je prav zdaj zgodilo. Najbrž gledalci naši vedo zakaj, pa vendarle kratka ocena vodnega srečanja na domačem terenu. Najbrž niste pričakovali takšnega razpleta. Ne, sploh po vodilnem zadetku, ki je dosti kmalu padel. Ampak še en dokaz, da na vsaki tekem moraš biti ne 100%, 120%, če hočeš zmagati in tekmo pripeljati do želenega rezultata, končnega cilja. Tako da ne, nikakor nisem zadovoljen, ker smo v bistvu sami tekmo zakomplicirali iz zgrešena 11-metrovka, igralec več, potem iz naslednjega napada, ki je bila zgrešena 11-metrovka, naša izključitev in še stvari. Vem, da Sonja ne boste komentirali na zadnje to tudi prav, pa vendarle sodniška trojka, predvsem glavni danes niso blesteli. Tako, kot ste rekel, sodnik je delal mogoče napake, ampak je delal v obe smeri, tako da obe izključitve, dobro, če bom rekel, da je naša ni bila, bi bil preveč pristranski, ampak je bil verjetno tudi dotik roke, tako da tiste glede tega nimam kaj reči. Bistvo pa je, da smo si mi zakomplicirali zadevo, ne sodniki. Nekaj pa je vendarle pri vsem tem zaskrbljujoče. Danes, če priznam, nisem štel kartonov. Ob rdečem kapetanu Nejca vozil še 5-6, 4 še rumeni. Tudi 4 kartoni v prvem kolu na štartu v Podzemlju. Kaj to pomeni? Malo je zaskrbljujoče, v 2 tekmih 8 rumenih kartonov. Igralski kader pa ne glede na okrepitve, ki ste jih dobili, vendar ni tako širok. Ne, imate prav, odločno preveč kartonov, predvsem v Kolpi. To je posledica zamujanja, nepokrivanja in drugih tehničnih napak. Če sam to tekmo vzamemo, ne. V Kolpi so bile 2 brezvezdna kartona zaradi odbijanja žog stran, tako da če bomo tako nadaljevali, bo kar težko. No. Vsekakor bo v tej smeri treba nekaj narediti. Ja, delamo na tem, ampak že dolgo spremljate nogomet v Zagorju, veste, da je to... Rak rana. Bojo prišle tekme, ko nas bo verjetno na 13-14, če nas bo. Tako da, glejte, to se da popraviti, normalno, da se da, ampak z eno agresijo, bom rekel, s pravim timingom in tako naprej. Ne glede na vse iz tekmovalnega vidika, pa vendarle začetek je tu, 2 tekme, 6 točk, čaka vas gostovanje pri Kranjčanih, pri enajsterici Save v Kranju, vse prej kot lahek tekmec. Sami ste videli, vsak tekmec je težko v tej ligi, predvsem pa če ti nisi pravi. Normalno, težka tekma bo v Kranju, bo težka, tako kot pa naslednja z Ivančno in tako vse do zadnjega 13. kroga v tem delu. Ampak treba se bo zbrati, treba se zanalizirati napake, pripraviti se za vsakega posameznika in reto tekmo v tekmo. Čas. Hvala lepa in veliko uspeha tudi naprej. Hvala tudi vam. Preletimo še izide nekaterih ostalih srečanj. Nogometaši Trboveljskega Rudarja so se iz Lesc vrnili s pomembno točko. Za končnih 0-0 so po besedah njihovega trenerja Antonija Bovskega zaslužni prav vsi, ki so stopili na zelenico. Derbi v Grosupljen med enajsterico domačega Brinja in gosti iz Ivančne Gorice se je prav tako končal brez zmagovalca. Za Ivančane je v prvem polčasu zadel Janko Pene, za končnih 1-1 pa je nadaljevanju poskrbel Dino Harambašič. V 4. ligi ali v regionalni ligi Ljubljana je Slovan ugnal Kisuško Sobodo 3-0. S tekmami slovenskega superpokala v Portorožu se je uradno začela nova rokometna sezona. Spremljate posnetke lanske sezone. V tekmi moških finalistov so Celjani težje, kot je bilo pričakovali, ugnali Koprčane.
V tekmi ženskih ekip pa so imele pokalne zmagovalke, igralke ljubljanskega Krima, dosti lažje delo s pomlajeno vrsto aktualnih državnih prvakinj iz Zagorja. Srečanje so dobile 27-20. Zagorjankam pa gredo kljub porazu vse pohvale za prizadevno igro, s katero so se vse do 10 minut pred koncem tekme, ko je bilo 20-19, dobro upirale. Tjaša Stanko je bila z 11 zadetki prva strelka tekme. V dosedanjem delu priprav na novo sezono so varovanke trenerja Bojana Voglarja skupaj odigrale 5 tekem. Klub so po osvojitvi naslova državnih prvakinj že zapustila. Lea Kranjc, ki bo kariero nadaljevala v Turčiji, Pia Ogrin je odšla k staršem na Dunaj, Rebeka Vozel se je vrnila v Šmartno, Izo Bratec pa se ni dalo ponovno pregovoriti za nadaljevanje kariere. Zaradi denarnih težav pa so se v Zagorju morali odpovedati tudi sodelovanju z Aleksandro Petruhino in Aneto Benko, ki sta pomagali Zagorjankam v končnici prvenstva. Nova obraza sta tako le Nina Ražen in Ekaterina Čečkova. Prvo domačo predstavitev bodo imele Zagorjanke v soboto, ko bo v zagorski športni dvorani potekal tradicionalni turnir Zagorska dolina. Športno društvo Ambrus je ob zaključku poletja organiziralo celodnevni športni dan, ki se je zaključil s slovesnostjo o praznovanju 20-letnice društva in tradicionalno nogometno tekmo Sever-Jug. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo takratne ekipe v malem nogometu, danes pa društvo šteje že več kot 80 članov. Z ustanovitvijo so želeli predvsem spodbuditi razvoj športne dejavnosti na območju te krajevne skupnosti. Društvo vrsto let skrbi za organizacijo športnih dogodkov, katerih osrednja prireditev pa je ravno nogometna tekma Sever-Jug, ki poteka že več kot 30 let. Na njej se pomerita ekipi nogometašev severnega in južnega dela vasi, meja pa poteka glede na lipo, ki je zasejena v centru vasi. Pred dogodkom se vas tradicionalno razdeli na 2 pola, prebivalci pa se v dneh pred tekmo pogosto zapletajo burne debate o tem, kdo bo zmagovalec. Po uradnem delu slovesnosti, ki so jo popestrili tudi člani moškega pevskega zbora Ambrus, je sledila že 31. tekma Sever-Jug. Trenutno je v vodstvu severna ekipa, ki je zmagala 18krat, južna pa 12krat. In kako je bilo letos? Zmagala je južna ekipa, torej igralci južnega dela vasi z 2-1. Društvo je v jubileju izdalo tudi brošuro. Začelo se je tudi tekmovanje v zasavskih ligah malega nogometa. Naša televizija spremlja dogodke oziroma izide v prvi in veteranski trim ligi. Poglejmo izide prvega kroga prve lige. Pik Panter Juventus 2-4, Antimon Bar 91 AM Prevozi 3-5, Športno društvo Mlinše 2, Trbovlje Gamblers 5-1, Športno društvo Mlinše 1, Šentlambert Gamsi 5-3, Barbara Bar Topničari, Športno društvo Čolniše 3-6, ter Merli, Lovsko društvo Klančiše oziroma Lovska družina Klančiše ter Garaža Bar 3-4. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lep večer še naprej.